Ob mednarodnem dnevu čistilne akcije obal, morij in jezer se je na slovenski obali ponovno odvijala plavalna akcija v sklopu projekta World Swim, s katerim je lansko leto pričel Guinnessov rekorder Martin Strel. Plavanju se je ponovno pridružil tudi rekreativni plavalec Gašpar Mišič. Jaz bi rad prijel nekje do 2000 znanstvenikov, da bi jih imel na liniji. Vse te, ki jih poznam že in oni poznajo druge, in da naredimo en tim, da damo svetu informacije pravzaprav, kaj se s svetom dogaja. Vse ljudje ne vedo točno vse, kaj se dogaja. Ta World Swim, to bi bilo v bistvu največja informacija, kaj se dogaja z oceani. Plava se tudi Nil, najbolj umazana reka na svetu, poleg tega je Ganga, Jangtse Kiang in kup drugih stvari se plava, da tudi vidijo ljudje, kakšna kvaliteta je tam, zakaj toliko ljudi umre od vsega tega. Ker pitne vode imamo vse manj na svetu, treba vedeti, ne. In še to, kar pijemo, nas pa prepravlja mikroplastika. Letošnje sporočilo se je glasilo: mikroplastika, majhni delci, velik problem. Zato se je plavalni akciji v spremljevalnem plovilu ponovno pridružil tudi inovator Hakim El Kijar s podvodnim dronom. Dron je standardna zadeva, s tem, da smo mi preuredili, smo dodali eno črpalko, ki skozi ene filtracijske diske filtrira vodo. Kar pomeni, mi spustimo dron na neko določeno globino, točno vemo, katera globina je, kakšna temperatura vode in koliko vode je šlo skozi disk. In to si pač zabeležimo, potem se pa disk, mislim, da je tle, disk je taka majhna zadevca, katero se pol da v laboratorij in se pol z raznimi metodami ugotavlja, kakšna plastika, koliko plastike, čisto vse podatke dobimo potem v laboratoriju. Plavalca sta letos odplavala 10 km od Punte Piran do rta Savudrije in nazaj. Ozaveščamo neozaveščene, da je potrebno ščititi naše vode pred mikroplastiko, pred tistimi nevidnimi delci, kot je rekla Jana, majhni delci, veliki problem. In ta velik problem se stopnjuje in stopnjuje, skrit pred našimi očmi, ker je premajhen, da bi ga dnevno videli. Vendar je tu prisoten. Tukaj je tudi ta simbolno preplavamo 10 km in da opozorimo na vse to, kar se nam, na vse te nečednosti, ki se dogajajo okrog nas. S pomočjo podvodnega drona so zasledili tudi veliko izgubljenih ribiških mrež. Točne lokacije so sporočili pristojnim inštitucijam, ki bodo poskrbele za njihovo odstranitev. Danes je za nas lep dan, sonce je, mirna voda bo in bomo plavali iz Punte Piran proti Savudriji, nas se pridružijo tudi Hrvatje. Vesel sem, da ste se danes pripravili in da boste dejansko odplavali teh 10 km in ne, da samo govorimo, ampak da v tej smeri tudi nekaj naredimo. Tudi drugi dogodek veliki glede ekološkega značaja. Plavamo pod geslom, plavamo za mir, prijateljstvo, čisti vodi in ekologijo. Vse je posvečeno World Swim in pod čiščenju naše obale moramo ohraniti našo obalo na nekem vrhuncu. Vse, nimamo veliko morja, ampak tisto, kar imamo, dajmo ga narediti vrhunskega. Sporočilo je, da varujemo naše okolje, varujemo naše morje, filtrujemo izpuste v naše vode in predvsem pa, da preprečujemo mikroplastiko, nevidne delce, kajti to so majhni delci, vendar velik problem za življenje ljudi, živali in celega sveta. Medtem ko sta Gašper in Martin plavala od Pirana do Savudrije, smo z podvodnim dronom jemali vzorce mikroplastike. Vzorce mikroplastike smo vzeli na 3 različnih točkah na enakih globinah, in to je 16 metrov. Ugotovili pa smo, da je na Piranski punti nekoliko več mikroplastičnih vlaken kot na sredini zaliva in najmanj je pa bilo v Savudriji. V bistvu smo jeli samo eno vlakno. Poleg vlaken smo jeli tudi nekaj fragmentov zelenih in rjavih alg. To
poročilo z Martinom Frelovski pa je pokazal, da je nemogoče, da je naredil marsikaj, 5-kratni rekorder Guinnessov, torej človek dejanj, človek poguma, kot bi rekli tukaj v dvojskem območju fati non parole. Tukaj smo zato, da pokažemo, da spodbudimo vse mlade in starejše in vse generacije, da moramo ohraniti varno okolje, znate pitno vodo, da pijemo lahko vodo iz pipe, smo lahko ponosni, to je danes privilegij. To delamo v sodelovanju z hrvaškim klubom, potapljaškim klubom hrvaških vojnih invalidov in tudi z Modro promocijo, agencijo iz Zagreba, ki vsako leto sodeluje na čistilnih akcijah brez meja. Dala sva eno res lepo sporočilo, ne samo Piranu, Sloveniji, ampak tudi celemu svetu, glede mikroplastike, katerega moramo vzeti zelo resno. To ni tako malo za hec. Onesnaževanje z mikroplastiko je vedno večje in večje in upam, da bo najino sporočilo slišalo čim več ljudi. Zaplavajmo v boljšo in lepšo prihodnost. Predvsem pa čistejšo prihodnost. V Žavljah pri Trstu naj bi do leta 2026 zrasel obrat za proizvodnjo tekočega vodika. Načrtovani obrat je del večjega projekta vzpostavitve severnojadranske čezmejne vodikove doline, ki je del evropske strategije povečevanja deleža tekočega vodika kot energenta. Vodik se sicer pridobiva po različnih postopkih. Običajno, če govorimo o zelenem vodiku, gre za neke vrste elektrolizo vode. To je lahko, v najbolj običajnih primerih je to alkalna elektroliza oziroma PEM elektroliza, ki v bistvu imata vsaka nek svoj tehnološki postopek. Če pa govorimo o drugih vrstah, recimo, če govorimo o fosilnem vodiku, pa lahko govorimo o reformi zemeljskega plina za zajem. Ampak v tem primeru verjetno gre za elektrolizo vode. Koliko energije je za to potrebno? Ja, ker je voda izjemno inertna molekula, podobno kot CO2 in dušik recimo, je v bistvu za to potreben kar precejšen energetski vložek. Tukaj gre za proizvodnjo plinskega vodika. V primeru, da elektrolizer deluje pri določenem nadtlaku, recimo nekih 20-30 barov, je lahko ta delno komprimiran. Zdaj, če pa želimo mi vodik dejansko utekočiniti, če pravite, da naj bi bila to tehnologija, katera naj bi se želeli poslužiti oziroma ki naj bi bila ciljana, to pomeni, da moramo ta vodik še izjemno ohladiti, kar pa dosežemo z neke vrste komprimiranjem, se pravi stiskanjem, da ga ohladimo tam do nekje 30 kelvinov, kar je pa tudi izjemno energetsko potratno še dodatno. Tovarna tekočega vodika naj bi torej zrasla v naši neposredni bližini, na isti parceli, kjer so pred leti želeli postaviti plinski terminal, pa so zaradi nasprotovanja civilne družbe kasneje to idejo opustili. Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je pretekli teden opozorila, da je lokacija v Žavljah za tovrstno dejavnost neprimerna in nevarna. Torej, pri gradnji tega obrata je več stvari spornih. Torej, če začnemo najprej, da to, ker je tudi že celo financirano in ker naj bi bilo končano čez 2 leti, dobilo že sredstva in to brez ocene vpliva na okolje, kaj šele varnostne ocene. Druga je sporna lega med obrati, ki so že sami po sebi nevarni, torej od deponije nafte do razstreliva, tovarne razstreliva do sežigalnice odpadkov in to največje deponije nafte v Sredozemlju in zaradi možnosti domino efekta, torej če se v eni od teh obratov zgodi nesreča, da se potem to prenaša na druge oziroma se to vpliv oziroma posledice povečajo. Morebitna nesreča bi imela tudi prekmejni vpliv, saj je lokacija v Žavljah oddaljena le 5 kilometrov od Ankarana. V Alpe Adria Green zato opozarjajo, da v postopke ocene varnosti in vpliva na okolje država Slovenija ni bila vključena, kar ocenjujejo kot kršitev Aarhuške deklaracije.
Nenavadno pri tem je, da je vodilni partner projekta Severnojadranska vodikova dolina podjetje Holding Slovenske elektrarne. To je državno podjetje, kar pomeni, stoji država Slovenija za tem, kar pomeni, spet smo postavili Slovence onkraj meje za talce tako imenovanega razvoja. Je nekaj podobnega, kot je bilo pri plinskih terminalih. Še hujše pri tej stvari je, da je to točno na tisti poziciji, kjer ne bi ti uplinjevalniki stali. Kolikšna je po vaših informacijah možnost nesreč v proizvodnji tekočega vodika? Glejte, vodik je v bistvu z nami že ogromno desetletje, a ne mogoče v bolj industrijski rabi na nek način že od druge svetovne vojne naprej. A ne? Tako da v vsem tem času se je znatno povečevala tudi sama varnost pri njegovi uporabi. A ne? Težko gre pa zanikati, da v bistvu bi bil recimo vodik na enaki stopni nevarnosti kot zemeljski plin. A ne? Nenazadnje imamo pri njegovi uporabi tako imenovane ATEX cone, se pravi recimo področja, kjer načeloma ne sme priti do iskre, tudi zaradi statične elektrike in tega. Tako da v bistvu recimo temu neki poostreni varnostni ukrepi oziroma posebna oprema, ki posledično tudi dražja zagotovo mora biti, seveda tveganje vedno bo obstajalo, ne more se ga izničiti oziroma tudi tveganje pri vodiku recimo je večje kot pri, zemeljskem plinu, ampak načeloma je to tveganje obvladljivo. Je pa prav, da nevladniki in nevladne organizacije na take stvari opozarjajo in da se te stvari pri samem načrtovanju in kasneje tudi umeščanju seveda jemljejo res. Holding Slovenske elektrarne smo zaprosili za odgovor na vprašanje, kakšni so bili kriteriji za izbiro lokacije v Žavljah, vendar so nam sporočili, da za to niso pristojni. Projekt Severnojadranske vodikove doline se je uradno pričel 1. septembra letos. Od takrat naprej pa je vsak partner prevzel svojo vlogo na projektu. Področje komuniciranja, ki se nanaša na celoten razvojno-inovacijski projekt oziroma na vseh 17 potencialnih pilotnih lokacij, je prevzelo podjetje Meta Group, ki pa nam do zaključka redakcije ni uspelo dostaviti odgovorov. V Koper je od prvega prihoda potniške ladje leta 2005 do sedaj prispel milijonti potnik. Pravzaprav gre za milijonto potnico Alice Moore iz Združenih držav Amerike iz Teksasa. V torek je v Koper pripotovala s potniško ladjo Enchantment of the Seas ladjarja Royal Caribbean International. It is my first time, but it will not be my last time. So I only walked from the ship to here. And I've already seen so much beauty that I know I will be back. And I'm very, very honored to be the 1 millionth cruiser coming to the city. Župan mestne občine Koper Aleš Brežan je na slovesnosti v Pretorski palači povedal, da je koprsko pristanišče postalo zaželeno pristanišče v osrčju Mediterana in da je ta mejnik plod večdesetletnega dela na področju potniškega turizma. Zadovoljen sem, da smo v zadnjih letih spodbujali razvoj potniškega turizma in ga oplemenitili s še eno pomembno prelomnico, ker smo sočasno gostili kar 4 potniške ladje ladjarja Azamara. Prepričan sem, da je ta posebna izkušnja še potrdila našo zavezanost k razvoju turizma in gostoljubnosti, ker bomo letos kronili z novim rekordom, bo v koprskem pristanišču se privezalo 80 potniških ladij in na Koper tako ali drugače spoznali približno 120 000 novih potnikov oziroma ljudi. Potniški terminal je najmanjši med 12 terminali in ima pomembno vlogo v povezovanju pristanišča in našega zaledja. Razvoj potniškega terminala je eden uspešnejših projektov in zagotovo ne zadnji, ki ga izvajamo v Luki Koper. In prizadevamo si, da bi bilo življenje na tem koščku sveta še prijetnejše in bolj kakovostno. Potniške ladje so za turizem velika dodana vrednost, beležimo pozitivne učinke, tako na turizem, kot tudi za gospodarstvo nasploh. V Luki Koper so napovedali prenovo potniškega terminala. Aktivnosti projekta že potekajo, zaključek pa pričakujejo v letu 2025.
Ta teden se v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu odvija 32. svetovni kongres Mednarodne zveze za preprečevanje samomora. Letos ga gosti Slovenski center za raziskovanje samomora, ki deluje pod inštitutom Andrej Marušič. Na tem našem 32. svetovnem kongresu Mednarodne zveze za preprečevanje samomora imamo res en tak bogat znanstveni program, se pravi, veliko se bomo pogovarjali o dejavnikih tveganja, kako jih prepoznavati, kako jih pravzaprav raziskovati, kako s tem povezano tudi potem preprečevati samomor. Veliko programa je namenjeno diskusijam, panelom, tudi ljudem, ki imajo sami izkušnjo z samomorilnim vedenjem in tisti, ki so nekoga izgubili zaradi samomora, posvečamo kar nekaj pozornosti, tako da se pravzaprav to nadgrajuje v neko tako dobro celoto, ki da vsakemu, ki prihaja sem pravzaprav nova znanja. Slovenija se sooča z nadpovprečno visokim količnikom samomora v primerjavi z evropskim in svetovnim povprečjem. Samomor je to kompleksen, da deluje na njega res veliko dejavnikov. Na eni strani moramo vedeti, da so to individualni dejavniki, se pravi tisto, kar se dogaja v posamezniku, ali je to neko res poslabšano razpoloženje, depresija, zloraba alkohola, do nekih osebnostnih značilnosti, ljudje, ki so recimo bolj agresivni, bolj k žalosti nagnjeni, so tisti, ki so pač tudi prej pomislijo recimo na samomor. Ampak to so samo en del dejavnikov. Imamo tiste, ki se vežejo bolj na medosebne odnose, manj ko smo povezani z drugimi ljudmi, bolj je naše tveganje večje. In pa te dejavniki na ravni družbe, bi rekli, ki pa so zelo različni. Tudi od tega, kakšen imamo mi v bistvu odnos do iskanja pomoči, ko smo v stiskah, pa tudi do samega samomora. Pokazalo se je, da tam, kjer je samomora več, ga tudi nekako malo bolj odobravamo. Ker če je pač nekdo v moji družini naredil samomor, pa sosed, pa je to nekako vse prisotno, je to nekaj, kar meni prej pade na pamet, kako bi se svojo stisko reševati. Tako da tudi ti družbeni dejavniki, se pravi stališča so zelo družbeni dejavniki, se zelo odzvanjajo v tem, kakšni so tudi potem količniki v samih družbah. In pač pri nas vemo, da so ta stališča tudi bolj odobravajoča, kot bi si pač včasih želeli. Pri preprečevanju števila samomorov je zelo pomembno ozaveščanje o samomorilnem vedenju. Če mi znamo prepoznati samomorilno vedenje, če vidimo, da se z nekaj dogaja, pa torej si upamo vprašati potem, ne samo prepoznati, ampak tudi potem reagirati ob tem, imamo zelo veliko verjetnost, da bomo samomor preprečili. In to je tisto, kar si seveda želimo. Največkrat ljudje ničesar ne naredijo, ker se pač bojijo, da bodo nekaj naredili narobe. Kaj pa naj rečem, kaj pa če mi nekdo reče, da razmišlja, kaj pa naj potem. Vse sorte strahov je ob tem, ko bi nekoga morali vprašati po samomoru. In zaradi tega se pravzaprav temu raje izognemo. Pomembneje, ko da najdemo popolne besede, ko bi nekoga morali vprašati ali razmišlja o samomoru, je, da najdemo svoje iskrene besede, s katerimi izrazimo skrb. Če so ljudje v stiski, je prvi vir, po mojem mnenju, osebni zdravnik. Zato, ker osebnega zdravnika bolj ali manj v Sloveniji imamo ljudje, ali pa vse sistem bi naj nekako deloval, in je osebni zdravnik tisti, ki bo potem pomagal najti drugo strokovno pomoč. Zdaj, v takih stiskah se pomoč dobi, tudi če včasih se govori, koliko je čakalna doba na kakšnih psihiatričnih oddelkih, ampak v samomorilni stiski je to nujna obravnava. Poleg tega pa seveda obstajajo pomoč tudi recimo v nevladnem sektorju, Društvo Posvet nudi veliko podpore, brezplačne, nudijo tudi recimo v šolah šolski svetovalni delavci in tako dalje. Tako da mislim, da je podpore kar nekaj na voljo, tudi ljudje, strokovnjaki so vedno bolj izobraženi, vedo, kako vprašati in kako postopati, ampak je pa tudi včasih ravno to najtežje, da se mi odpremo nekomu. Ko smo v stiski, sploh v samomorilni stiski, smo ljudje še bolj zaprti. Se nam zdi, da komu pa naj zdaj kaj takega še povem. Tako da tu v bistvu ta lasten strah premagati in stopiti in si drzniti poiskati pomoč je tisto, kar je veliko ovira včasih. Pri preprečevanju samomora bi morala sodelovati celotna družba. Zaenkrat še ni na voljo programa na državni ravni, ki bi zajemal vse in tako lahko dosegel večje učinke. Na državni ravni, da bi rekli, da je en to program tak, ki bi bil res pokrival vse, trenutno ga ni, mogoče nekaj programov je na NIJZ-ju, kjer recimo ozaveščajo o tem prva psihološka pomoč, oni imenujejo, tam je nekaj tega, nekaj tudi naših programov, se pravi, programa Sešteka še tak, recimo, pa program
torej en priročnih 5 korakov, kako naslavljati, ne, ampak da bi bilo pa to recimo vpeto v različne sektorje, ne, da bi vsi bili izobraženi, vsi poznali vse te vsebine, tega pa zdaj trenutno še ni. Jaz mislim sicer, da se Ministrstvo za zdravje recimo kar dobro zaveda pomena tega dela in tudi skušajo vlagati, tako da jaz računam, da bomo v prihodnje še lahko razvijali te programe. Jutri bo potekal zaključni dogodek kongresa, ki so ga poimenovali Dan povezovanja. Namenjen je vsem, ki so bili prizadeti zaradi samomora. Zaradi obnovitvenih del na vozišču je od 18. septembra predvidoma za 4 tedne popolnoma zaprta cesta med Marezigami in Truškami. Obvoz je mogoč skozi naselji Boršt in Lopar. Mestna občina Koper bo za obnovitvena dela na približno 200 metrov dolgem odseku odštela 54.000 evrov. Izvajalec del, cestno podjetje Koper, bo na odseku v celoti obnovil vozišče z novo asfaltno površino, izdelal betonske bankine in obnovil obcestne zemeljske jarke. Dela bodo predvidoma končana v prvi polovici novembra. Evropski teden mobilnosti je vsakoletni projekt na področju trajnostne mobilnosti na svetu. V mestni občini Koper se projektu pridružujejo že 22. leto zapored. Evropski teden mobilnosti je zdaj že tradicionalni dogodek, ki poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. Glavni namen pa je spodbuditi državljane in občane seveda k izbiri trajnostnih oblik mobilnosti, spravi javnega prevoza, kolesa, sprehoda v službo ali v šolo. Vsako leto pripravijo številne aktivnosti za ozaveščanje in spodbujanje javnosti. V sredo 20. septembra so v sklopu projekta na Pristaniški ulici vsem mimoidočim kolesarkam in kolesarjem ponujali kavo, marmeladni rogljiček in jabolko. Želimo izpostaviti, da je Koper majhno mesto in da v bistvu s kolesom se pride hitreje, ugodneje in pa predvsem bolj zdravo. Vi se pogosto prevažate s kolesom? Seveda, to je moja dnevna rutina. Moram reči, da od tistega lomljenja s parkiranjem, vedno znova slaba volja zjutraj, gneča in tako naprej, prihajam v službo dosti bolj enostavno, lahkotnejše, tako da sem tudi tukaj zato, da podprem pobudo in pa seveda, da sporočim, da tudi vse ostale Koprčane in pa zainteresirane vabim, da poskusijo. Sogovornik je z urejenostjo kolesarskih poti in javnim prevozom v Kopru zadovoljen. Glede pomanjkljivosti pa pravi, da jaz mislim, da mogoče je tu in tam kakšna tako imenovana črna točka, se pravi kakšen odsek, kakšno prečkanje, ki bi ga bilo boljše označiti ali pa dograditi. Vse ostalo pa mislim, da je zgledno urejeno. V koprski občini si iz leta v leto prizadevajo, da bi ulice naredili bolj varne. Delamo na tem ves čas. Najbrž je nikoli dokončena zgodba, vedno se da te stvari še izboljšati. Na podlagi izkušenj zdaj eden od ukrepov recimo za umiritev prometa, za spremembo prometnih tokov je bilo tudi v poletnem času zaprti Pristaniške ulice ob vikendih. Ankaranska občina se projektu Evropskega tedna mobilnosti pridružuje že 7. leto zapored. Občina Ankaran že od leta 2016 zagotavlja vsako leto recimo brezplačne avtobusne poletne prevoze, brezplačne prevoze za starejše, obnavlja in vzpostavlja nove pešpoti in izvaja številne druge aktivnosti povezane s trajnostno mobilnostjo. V sklopu projekta so letos na 4 najbolj obiskanih lokacijah v Ankaranu postavili tudi 4 peš kažipoti. Enega imamo prav tukaj za nami. Postavljeni so na 4 točkah, ki so jih učenci prepoznali kot najbolj obiskane v Ankaranu. Vsak izmed njih pa je opremljen s podatki o tem, koliko traja hoja in koliko korakov je potrebnih do naslednje izbrane točke. Opremljeni so tudi s QR kodo, ki nas poveže z aplikacijo Google Maps. V občini Ankaran pa so se letos priključili tudi nacionalni aktivnosti Pospravimo ulice. Slednjo želijo s pomočjo občank in občanov izboljšati urejenost ulic in poskrbeti za večjo varnost vseh udeležencev v prometu.
Včeraj je potekala ankaranska seja občinskega sveta, na kateri bi svetniki morali obravnavati pripravljeni sklep o razdelitvi premoženja med občino Ankaran in mestno občino Koper. Do sprejetja sklepa o razdelitvi premoženja, ki odraža stališča ankaranske občine, pa včeraj ni prišlo. Svetniki list Vsi smo Ankaran in Gibanje Svoboda niso prišli na sejo, zato slednja ni bila sklepčna. S tem je opozicija onemogočila sprejetje sklepa o razdelitvi skupnega premoženja. Župan ankaranske občine Gregor Strmšnik je pojasnil, da je sklep o razdelitvi premoženja pomemben iz dveh vidikov. Kot prvič, sklep predstavlja pomemben del izpodbojne tožbe, ki jo je občina Ankaran na soglasno napotilo občinskega sveta vložila zoper koprski enostranski akt o delitveni bilanci. Slednji naj bi bil v nekaterih elementih v škodo Ankarana. Zaradi nesprejetja pripravljenega sklepa o delitveni bilanci občina Ankaran zdaj sodišču ne more predložiti svojega vidika, v čem naj bi ta škoda nastajala. Kot drugič pa lokalna skupnost ne more artikulirati lastnih upravičenj, na podlagi katerih izstavlja terjatve do mestne občine Koper v tistem delu, ki se nanaša na premoženje občine Ankaran. Zaradi neudeležbe opozicijskih svetnikov ni bil potrjen niti sklep občinske volilne komisije in s tem mandat nadomestne članice občinskega sveta. Slednje bo vplivalo tudi na nadaljnje delovanje občinskega sveta ankaranske občine. Kot je povedala podžupanja Barbara Švagelj, to pomeni velik deficit v demokratičnem delovanju najvišjega organa te občine. V sredo je potekala 8. redna seja piranskega občinskega sveta. Svetniki so soglasno potrdili Boruta Bašca za direktorja Auditorija Portorož, zdravnico Olgo Šinkovec-Somrak pa za prejemnico priznanja Zlati grb občine Piran. Poleg tega so potrdili nakup gasilskega avtomobila z avtolestvijo, ki ga potrebuje gasilska brigada Koper. Nakup sofinancirajo vse 4 občine. Sprejeli so poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2023. Piranska občina je zaenkrat na 42% načrtovanih prihodkov. Svetniki so potrdili tudi predlog župana Andreje Korenike, da se bo lahko v Luciji razširil športni park z igriščem za mali nogomet in tekaško stezo. Poleg tega so odločili, da se začne postopek, ki omogoča začetek izvajanja participativnega proračuna. Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem je postala del projekta, ki krepi čezmejne vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru. Gre za nadaljevanje projekta, ki se je izvajal v preteklem programskem obdobju in pokazal, da čezmejna območja potrebujejo usklajeno upravljanje, da bi zaustavili upad biotske raznovrstnosti in slabšanje stopnje ohranjenosti habitatov ter vrst. Glavni cilji projekta so ohranjati biotsko raznovrstnost na čezmejnem območju v Sloveniji, v Italiji, nekako od Julijskih Alp preko Krasa vse do morja Jadranskega. In sicer smo osredotočeni na nekaj indikatorskih vrst, za katere se bo izvajal monitoring, predvsem alpski kozliček in sova kozača. Drugi glavni cilj projekta je popisati in okrepiti zavedanje o ekosistemskih storitvah na čezmejnem območju, kjer pride v poštev tudi prenos znanja iz prejšnjega projekta v sedanjega. Pristop, s katerim se bodo lotili projekta, je monitoring, kar pomeni sistem meritev stanja okolja. Okrepilo se bo znanje monitoringa sove kozače in hrošča alpski kozliček. Druga stvar so pa seveda ekosistemske storitve. V preteklem projektu so italijanski partnerji razvili določeno metodologijo za vrednotenje in popis ekosistemskih storitev in ravno tako bodo to prenesli na nove partnerje, torej na nas, recimo na Univerzo na Primorskem. Kakšni pa bodo učinki projekta na naravo? Učinki na naravo bodo predvsem preko tega okrepljenega znanja in zavedanja, torej znanja na strani strokovne javnosti na zavarovanih območjih,
kako upravljati, kako izvajati recimo monitoring teh vrst. In to se bo potem v prihodnosti lahko odražalo tudi na boljših učinkih na naravo, ker bomo recimo lahko izvedeli več o teh ciljnih vrstah in to prenesli potem tudi na upravljanje. Partnerji projekta so Nacionalni inštitut za biologijo, Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, Park Škocjanske jame, Univerza v Vidmu ter UP Famnit. Projekt se bo izvajal do leta 2025. V koprski knjižnici je pretekli teden potekala delavnica z naslovom Kako prirediti besedila v lahko branje. Gre za proces in metodo komunikacije, ki je usmerjena v pospeševanje pismenosti ter socialno in psihološko vključevanje oseb s težavami branja in pisanja v okolje. Pri lahkem branju običajno ljudje, ko prvič slišijo to besedo oziroma to zvezo, besedno zvezo, rečejo ali pomislijo, da je to mogoče neka plažna literatura, ki se lahko prebere. Jo lahko vzamemo s sabo na plažo, pa nas bo branje sproščujoče, ker bo neka lahka vsebina, mogoče tudi kdo pomisli na nek rumeni tisk. Zdaj, lahko branje je daleč od tega in sicer gre za pripravo informacij in v obliki in v medijih, da so ljudem te informacije dostopne, da lahko informacijo pa sporočila pa gradiva preberejo, da lahko jih razumejo, pa tudi, da lahko dostopajo do vsebine, ki so pa seveda zelo različne. Pri tem gre lahko za vsakdanje informacije, pa tudi bolj zapletene, kot je na primer zakonodaja. V lahkem branju imamo tudi zakon o osebni asistenci. Torej informacije za vsak dan, pa tudi neke informacije, ki nam omogočajo, da uveljavljamo svoje pravice, ali pa dostop do kulture, ali pa do nekih socialnih vsebin, ali pa tudi zdravstvenih. Zavod Risa že 12. leto izdaja časopis lahkega branja z naslovom 20 minut. RTV Slovenija pa od leta 2021 ponuja novičarski portal enostavno.info, kjer so objavljene novice napisane po pravilih lahkega branja. Komu vse je torej lahko branje namenjeno? Tako jaz bi zdaj vam lahko naštela 5, 6, 10 skupin, ampak bi mogoče povzela, da torej vsem ljudem, ki imajo ovire pri branju standardnih besedil zaradi različnih razlogov, torej ljudje, ki so zaradi različnih razlogov ovirani ali pa mogoče slabše razumejo, tudi zaradi jezika, mogoče niso vešči bralci, mogoče imajo druge intelektualne ovire, da težje razumejo kake stvari, ljudje recimo po poškodbi glave, pa starejši ljudje, ki se jim zaradi kakih bolezenskih stanj. Besedila, napisana po pravilih lahkega branja, so koristna tudi za ljudi, ki se učijo slovenščine ali ki se sporazumevajo z znakovnim jezikom. Pisci takih besedil pa morajo upoštevati določena pravila. Pri pripravi besedila uporabljajo večje črke z večjimi razmaki med vrsticami, kratke, pretežno enostavčne povedi, včasih le en stavek na vrstico. Moramo zelo paziti tudi na strukturo zapisa, na zaporedje, na ponavljanje nekih besed, ki jih ljudje poznajo in razumejo, so jim domače. Izogibamo se tujk, simbolov, kratic, torej manj je več. Morebitno past, da bi komplicirana sporočila preko metode lahkega branja preveč poenostavili in s tem spremenili pomen, snovalci besedil lahkega branja rešujejo tako, da taka besedila pripravljajo strokovnjaki s področja, ki ga prevajajo v lahko branje. Prav tako pripravljena besedila preverjajo pri ciljnih bralcih, ki jim dajo ključno informacijo o tem, ali je besedilo pravilno razumljivo. Nastop novega predsednika uprave Radiotelevizije Slovenija na seji odbora za kulturo nas je spomnil na grozo, ko je profesorica začela nenapovedano ustno spraševati. Besedo zdaj dajem predsedniku uprave
javne RTV, gospodu Zvezdanu Martiću. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo, ampak jaz sem popolnoma presenečen, ker razen vabila na to nisem dobil nobene informacije, tako da nisem se niti pripravil, vabilo smo dobili včeraj, tako da se opravičujem. Če imate kako vprašanje, lahko odgovorim, ampak nimam pa ničesar pripravljenega, se opravičujem še enkrat. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Kulturnega napovednika. V prihodnjem tednu se lahko udeležite izmenjave oblek, lutkovne pravljice, literarnega večera in mnogo različnih koncertov. V soboto 23. septembra v prostorih Kluba študentov občine Koper na Cankarjevi ulici 9A prirejajo izmenjavo oblek in vabijo k popestritvi jesenske garderobe. Obleke boste lahko izmenjali med 14. in 18. uro. Na plaži Študent v soboto zvečer zaključujejo poletno sezono s tradicionalnim rap dogodkom, na katerem bodo nastopili Masaja, Drill in Hilson Mandela. Dogodek se bo pričel ob 20. uri. V nedeljo 24. septembra v Centru za obiskovalce naravnega rezervata Škocjanski zatok prirejajo premierno uprizoritev glasbeno-lutkovne pravljice vsestranske umetnice Nike Solce. Interaktivna predstava Mala bela čaplja vabi v pravljično čudežni svet narave. Uprizoritev se bo pričela ob 18:30. Nedeljo zvečer lahko preživite še na trgu pri kavarni Triglav, kjer bo Big Band Bandit Orkestra odigral samostojni koncert s pričetkom ob 19. uri. Če še niste uspeli vstopiti v svet rožnate Barbie manije, ki izziva patriarhat, lahko to storite v ponedeljek 25. septembra z vstopom v Art Kino Odeon. Ob 8. zvečer bodo pričeli s filmsko projekcijo filma Barbie. Več si lahko gledate v napovedniku. The real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Barbie in the real world. That's impossible. If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be catastrophic! We haven't played with Barbie since we were like 5 years old. Oh. V torek 26. septembra bo v baru Hangar nastopila hrvaška rock glasbena zasedba Let 3, ki je letos zastopala Hrvaško na pesmi Eurovizije. Znani so po svojem alternativnemu pristopu k rock glasbi in provokativnosti ter kontroverznosti, ki jo izražajo v svojih skladbah in na nastopih. Poslušajmo skladbo Mama šč, s katero so nastopili na glasbenem tekmovanju. Mama ljubila morona, mama ljubila morona, krajna Nina Armagedonona. V sredo 27. septembra vabljeni na obisk literarnega večera Obalne rime, ki ga organizirajo v Centru mladih Koper. Tokrat bo svoje delo Praznina me lovi predstavila interdisciplinarna umetnica Hana Kosel Marušič, ki se v svojem ustvarjanju posveča prostoru med materialnostjo in spiritualnostjo ter med umetnostjo in življenjem. V čitalnico Mestne knjižnice Izola bo v četrtek 28. septembra na obisk prišel Saša Šegula, ki zadnjih 30 let preučuje ezoterično filozofijo. Ob 19. uri bo pričel s predavanjem o razvoju zavesti in povedal več o procesu le-te in kako pri njenem razvoju lahko sodelujete. Od 29. septembra do 1. oktobra se bo v Montfortu Portorož odvijal že drugi arcade show. Gre za slovenski projekt večdnevnih retro gaming dogodkov, v sklopu katerega lahko v Portorožu obiščete salon originalnih igralnih avtomatov iz obdobja 80. in 90. let. V petek 29. septembra se bo v koperskem baru Pub 33 odvijala že tretja edicija karavane Kafane, na kateri se svojo avtorsko glasbo predstavijo različne lokalne glasbenice in glasbeniki. Posebnost tretje edicije je še ta, da so tokrat na sporedu tudi izštekane glasbene zasedbe mlajše generacije. Še več dogodkov lahko najdete v novi ediciji časopisa Megafon ali na naši spletni strani megafon.si. Hvala za pozornost in se vidimo naslednjič.